Študijsko leto se pravzaprav na nek način bliža koncu in spet ste ga tudi letos ponovno zaokrožili s študentskim festivalom vin. Kako ste se pripravljali na ta dogodek? Pripravljali smo se kot vsako leto. Priprave so potekale v mesecu maju, vendar letos nam je bilo lepše, ker smo prvič v obnovljenem dvorcu Lantieri, ki je postal tudi naš dom. Začetkom drugega semestra smo pač na polno začeli izvajati študijski program vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi. Torej, študijsko leto, kot smo rekli, je nekako pri koncu. Kako je potekalo? Poleg tega, da ste se selili, ste uresničili vse, kar ste imeli v načrtu? Vse, kar smo imeli v načrtu, smo uresničili. Selitev je potekala dobro, študentje so potrpeli z nami, vendar mislim, da smo selitev gladko izpeljali, tako da ni bilo težav v zvezi. Kakšne nove priložnosti so v tem okolju morda pred vami? Seveda sodelovanje z lokalno skupnostjo, z lokalno skupnostjo oziroma z lokalnimi vinarji sodelujemo že prej v obliki praktičnega usposabljanja, vendar recimo v središču Vipave, v središču Vipavske doline recimo Vipava je prijeten kraj, ko stopimo iz Lantierija ven, smo takoj v središču mesta in je prijetno za nas in za študente. Mislim, da so nas Vipavci tudi že dobro sprejeli, nas in naše študente. Koliko študentov ste imeli v tem študijskem letu? V tem študijskem letu je bil na naš študijski program upisanih vsega skupaj 39 študentov in 10 je še na poti k diplomi. Z katerih koncev Slovenije? Večinoma so lokalci, Vipavska dolina, Obala, tudi Obala, Goriška Brda. Nekaj jih imamo pa tudi od drugje in mislim, da v naslednjem študijskem letu se nam obeta več študentov iz drugih krajev Slovenije. Kako pravzaprav poskrbite za to, da vašo fakulteto oziroma visoko šolo pravzaprav na pravi način predstavljate, da ste zanimivi za tiste, ki se odločajo za študij? Mi se celo leto že stalno trudimo za promocijo študija, študijskega programa, z obiskom v srednjih šolah, z objavami na internetu, tudi z dejavnostmi Centra za raziskave vina. Povsod nastopamo skupaj, da se ve, da pač raziskave in šola potekata z roko v roki in to mislim, da nam da določeno verodostojnost. Poleg šole imamo tudi posestvo, tako da vendar, ker dobivajo naši študentje tudi nekaj praktičnih izkušenj, vedno poudarjamo, da smo praktično orientiran študij, ker imamo številne mentorske kmetije, ker naši študentje opravljajo praktično usposabljanje. Mislim, da zdaj se bližamo že številki 30, tako da tako pri nas v Sloveniji kot tudi v zamejstvu. Tako da praktičnih izkušenj naši študentje pri nas lahko dobijo veliko. Študentski festival vin je pravzaprav namenjen temu, da študentje predstavijo vina, ki so jim blizu, ki jih morda tudi skupaj izdelujejo in pridelujejo, hkrati pa tudi trženju. Tudi to je eden od vidikov vašega študija. Trženje vina je eden izmed delov študija, ki se mu mi posvečamo in pravzaprav je ta študentski festival namenjen pridobivanju praktičnih izkušenj kontakta s stranko. Kako stranko prepričati, da bo kupila njihovo vino, kako ti stranka lahko zaupa, kako vino predstaviti. Festival je način, da oni pokažejo, kaj so se o tehnologijah naučili, kako lahko prodajajo svoje vino in so pri tem uspešni. In je zelo pomembno, da tekom študija pridobivajo takšne izkušnje, kajti ko zaključijo študij in se poznajo na trg, je lahko trg kar krut. Kako so se izkazali, bomo sami preverili, kako jih pa vi ocenjujete? Naši študentje so dobri študentje in vedno se dobro pripravijo na festival. Z njimi smo zadovoljni tudi že med študijskim letom, kajti pomagajo nam tudi pri promociji študija, kaj zavedajo se, da lahko tudi oni svojo besedo pripomorejo k temu, da se mlajša generacija vpiše k njim in jih moram pohvaliti tudi v tem smislu, ker nam vsako leto pomagajo. Vedno znova vas sprašujem, kaj snujete novega? Imate kakšno presenečenje za prihodnja leta? V pripravi je študijski program druge stopnje, tako da načrtujemo tudi, ki ne bo samo usmerjen v vinogradništvo, ampak tudi v drugačne mikrobne tehnologije, to bo pač nadgradnja temu.
Potem načrtujemo širitev raziskovalne dejavnosti, ker vedno govorimo, da smo tudi raziskovalna univerza. Pri nas poleg raziskovalcev delajo tudi strokovnjaki iz prakse, tako da naši študentje so lahko v stiku z vrhunskimi raziskovalnimi strokovnjaki, vendar tudi ljudmi, ki nekaj pomenijo v stroki. In tako da stroka študente spoznava že med študijem in oni stroko, tako da je obojestranska korist. Peter, tudi tole je letošnja letina, kaj ne, ki jo predstavljate. Kako ste zadovoljni s tem, kar ste pridelali? Ja, glede na potek same sezone moramo biti zelo zadovoljni. Imeli smo lani precejšnjo škodo glede suše, potem burja nam je naredila nekaj škode, vendar pridelek je bil odličen. Posestvo uspeva? Ja, trudimo se skupaj z našimi študenti, kateri nam pomagajo skozi celotno sezono, se pravi od zimske rezi do poletnih zelenih del do končne trgatve. In so pridni, pravite? So, mi se trudimo, da jih čim bolj, da jim vzbudimo zanimanje, tako da zaenkrat ni nobenih problemov. Letos predstavljate roze? Ja, to je letošnja novost. Roze, izredno svež, suh, okus po jagodah, se pravi precej piten, po domače rečeno, svež in primeren za poletne dni. Kdaj in kako pa se odločate, kaj bo tisto, kar boste posebnega pridelali v določenem letu? Tekom sezone, se pravi, že zdaj imamo precej neugodne klimatske razmere, tako da bomo videli, kako se bo sezona razvijala. Če bo grozdje kakor normalno uspevalo, bomo se odločili deloma za roze, deloma za rdeče, ki seveda imata različne datume trgatve, vse je pa odvisno od vremena. Tudi na vašem posestvu snujete kaj novega za prihodnje? Ja, imamo v načrtu postavitev en kolekcijski nasad, kolekcijski vinograd rebule, tako da se že veselimo prihodnosti. Mi pa bomo spremljali, kaj boste počeli. Hvala lepa. Hvala vam. Poznavanje vin, poznavanje trženja vin je zagotovo prednost tudi za vinsko kraljico, kaj ne? Tako je, vsekakor. Deloma je tudi to moja naloga, trženje vipavskih vin. Naloga kraljice, hkrati pa seveda kot študentka zagotovo poznate in znate mnogo bolje to nalogo opraviti. Trudim se, da bi nalogo res dobro opravila. Ne nazadnje je tudi to moja življenjska spremljevalec, vino, in temu se nameravam 100% posvetiti. Katera vina so vam najljubša? Najljubšega vina nimam, ker ga ne moremo določiti. Vino mora povedati vsako posebej svojo zgodbo in šele potem lahko povemo, to vino je pa dobro, odlično oziroma mu nekaj primanjkuje. Kako pa ocenjujete, recimo, katero je dobro? Neki kriteriji vendarle so? Seveda so, tukaj pa gremo lahko po standardni lestvici, ocenjujemo tako barvo kot tudi različne napake, osredotočamo se na vonj, na sam okus, na iskrenje pri penečih vinih, tako da kriterijev veliko in veliko pomore tukaj tudi subjektivno mnenje. Koliko pa vi sodelujete pri pripravi, izdelavi, pridelavi vin, ki jih danes predstavljate? Ja, tako je. Jaz predstavljam danes naša domača, družinska vina in moram reči, da je že navada naše družine, da vsak prost trenutek, ki ga imamo, izkoristimo prav za delo v vinogradu oziroma v kleti. Kaj pa vam pomenijo avtohtone sorte? Avtohtone sorte so to, kar smo mi, Vipavci. Ne nazadnje so to sorte, ki nas najbolj predstavljajo in na katere moramo dati največ poudarka in biti na nje najbolj ponosni. Kaj lahko vi naredite kot strokovnjakinja in kot vinska kraljica za to, da se še bolj spromovirajo? Vsekakor širimo glas o njem, ga dajemo izven svojih meja, ga ponujamo, ga ne držimo v kleti od zadaj, temveč ga vedno postavimo v spredje, ker na to moramo biti ponosni, ker to je največji delež nas. Jaz bom pa prosila, da nam opišete eno tistih vin, ki ga predstavljate danes tukaj.
z veseljem. Se osredotočimo recimo na vino Sauvignon, ki je tudi izbrano za moje kraljičino vino, in sicer gre za letnik 2012, ima 12,7% volumenski procent alkohola, gre pa za vino, ki vas navdihne že s samim vonjem po različnih citrusih, po različnih travniških rožah, in ko že mislite, da ste na vonju dobili vse, vas preseneti okus. Okus tega vina je dolg, ima veliko širino kot dalje, in to je zelo pomembno, ker dejansko po vinu dobiste občutek sitosti. Lahko rečete, da ste po kozarcu tega vina siti, in to je tisto, kar v vinu tudi iščemo, polnost. Tale barva že kaže, od kod ste, kaj ne? Seveda, to je Istra, to je, da se vidi, od kod smo, no. In kaj je samo barva ali je tudi okus ta pravi? Je refošk, ne? Ta pravi refošk, barva, okus in seveda tudi zdravilni učinki. Kako bi vi predstavili te svoje najbolj znane sorte? Najbolj znane sorte, najbolj znane sorte slovenske Istre so sigurno rdeči refoški in od belih malvazija, no. Zelo je poznan seveda refošk, se odlikuje po temni barvi in zelo dobre kakovosti ter tudi zdravilnih učinkih, ker kot vemo, hrani zelo dobro vpliva in na organizem, in tako da se ga splača popiti ob vsakem obroku, kozarček 2. In vi pri vas v Istri to prakticirate? Seveda. No, da znate tržiti vina v vaši kmetiji pri Škofu, ne? Ste pokazali tudi s tem, ko ste dali tem vašim vinom prav posebna imena. To je del tega tržnega pristopa, kaj ne? Seveda. Nekaj treba narediti tudi na tem področju, da postaneš poznan, da nisi kot drugi, no. En korak naprej moraš narediti, no. Tako, ja. Odkot prihaja ta inovativnost, samo pri oblikovanju in pri imenih ali tudi morda pri pridelavi? Ja, pri pridelavi se baziramo na avtohtonost, kot je bilo nekoč. Zato, ker še vedno to je tisto, kar odlikuje Istro, to je Istra. Ampak tehnologije se pa spreminjajo, so nove? Seveda se spreminjajo in sledimo, ampak vedno imamo tisto idejo biti kot nekoč, no. Kako pa bi vi predstavili nekomu, ki ne pozna teh krajev tako dobro kot vi, pa delno tudi jaz, kako bi ga predstavili tisto, kar je za te kraje najpomembnejše in kraje same? Iz Gračišča prihajate vi? Kubed, no. Iz Kubeda pri Gračišču, ja. Tako, ja. Seveda, naši kraji, to je Istra, obsijana soncem in topli kraji, ker so zelo primerni za rdeče sorte, in zato imamo tudi ta naš refošk. Tudi na italijanski strani Brd, kaj ne, uspeva dobro grozdje in vi znate iz tega pridelati dobro vino. Ja, jaz prihajam iz Oslavja, Goriška Brda, srce Brd, ki potem se nadaljujejo na goriški strani, in kam boljši kot Brda. Sicer smo tudi tukaj v Vipavski dolini, znana po vinogradništvu, zato sem se tudi sem upisala v šolo. Kako pomembno se vam zdi, da znate ta vina dobro predstaviti? Treba se predstaviti, treba najprej spoštovati tradicije, da gremo s tradicijo naprej, in plus dodamo še znanje. In kako vi ocenjujete svoja vina? Mi sicer pridelujemo, ja, na Oslavju pridelujemo, se danes tudi tukaj predstavljam bodisi naše vino, kot tudi olje. Smo zelo dobri proizvajalci grozdja, prodajamo grozdje in kakšenkrat tudi delamo sami doma vino za poskušnjo in potem tudi za prijatelje, seveda. Samo toliko, da ga imate zase dovolj? Ja. Ja. Katero je vam najljubše? Jaz sem rada za rdeča vina. Ja, rajše imam rdeča vina. Tudi bela, čeprav Brda so znana po belih sortah, sicer zmeri predstavimo najprej avtohtonske sorte, kot je Rebula, Malvazija, Tokaj, ki sedaj ga poimenujemo Friulano. Ampak jaz sem bolj poudarjena na rdeče sorte. Kaj pa se vam zdi ta priložnost, da se študentje predstavite? Je to dobro? Ja, tukaj imamo to priložnost na festivalu vin, ki ga prirejamo mi sami študenti. Imamo to priložnost, da se predstavimo bodisi naša vina, kot tudi naše izdelke, ne? Vsakdo lahko tudi kaj speče in se prijavi javnosti. Kaj boste počeli po koncu študija? Jaz že delam. Zato sem tudi nažalost prikrajšana, ker ne izkoristim vse, kar ta šola da.
Ampak zdaj boste imeli lahko priložnost podiplomskega študija, se boste odločili za kaj takega? Ne, ker jaz sem že sem že v službi. Delate na tem področju ali je to vaš hobi? Ne, to je hobi, družinski hobi. Krasno, veliko uspeha vam želim. Lepa hvala. V Višnjeviku je glavna rebula, imam prav? Tako imate prav, ja. Ko bi rekel, v Višnjeviku rebulu vzajemo že od nekdaj, tam tudi je bila prvič odkrita, tako da smo vsi Britci kar ponosni na njo in kar delamo na njej. No. Ampak se ne ukvarjate samo z rebulo, sploh pa tu v šoli, ne, in vi, ki ste strokovnjak, bodoči in že zdajšnji, zagotovo poznate tudi druge sorte. Seveda, v Brdi, če recimo za našo kmetijo, smo recimo po rebuli, potem smo recimo damski roze, ki je sorte Merlot, potem pa tudi druge sorte, ki dejansko so znane tudi za vsa Brda, ali pa tudi za druge pokrajine na Slovenskem. No. Koliko pa se je treba prilagajati danes trendom, ki veljajo tudi na tem področju? Rekel, trend vin se tudi z leti kar spremenja. Recimo, če lahko povem, da zdaj recimo je prišel trend teh oranžnih vin, ko se kar neki vinarji odločajo te vina. Še pa trend, recimo na leto so bolj sveža vina, rdeča, bela, možda nekatera leta barikirana, tako da se trend spremenja, tako da se treba tudi kar fajn prilagajati na to. No. Se uspete tako hitro prilagajati? Prilagajanje je bolj težko, tako da treba imeti čim večjo ponudbo, tako da so dejansko vsi kupci oziroma da so vsi veseli dejansko po tem, kar želijo imeti. No. Pa je za vas morda izziv delati, ustvarjati nekaj novega? Ja, dejansko mi smo začeli z 2007 delati vina z amfor, ki dejansko niso prav značilna za Slovenijo. Te amfor smo pripeljali iz Gruzije, tako da smo v nekem tej smeri malo bolj inovativni. No. Boste v prihodnje, vi imate še veliko pred seboj, kaj načrtujete, kaj bi radi dosegli? Tako, jaz bi dosegel, ko bi rekel, bi obdržal to našo kvaliteto vina, pa seveda bi se to malo širil, no, tako da bi bil čim večji. No. Pa tudi v kakšni drugi smeri, ne, kakšna nova vina, nove tehnologije? Recimo lani smo sadili Novi Nohrad, to je bil kompleks na višini 300 metrov, tako da smo dejansko vse ta vina, ki so na tem kompleksu, smo začeli z biopredelavo. Tam smo posebej tudi eno sorto, ki dejansko je v Brdi že pozabljena. To je sorta črna rebula, ki dejansko v Sloveniji lahko rečem tako, da je žal ni več. No. Tako da mi imamo začeli nazaj s temi starimi sortami. No. Jasno, kako pa so pri vas v vaši družini ponosni na strokovnjaka? Ponosni so, morajo biti. Srečno, vse dobro vam želim. Hvala. Kakšna se vam zdi ta priložnost, ta možnost predstavitve, ki jo sami pripravljate tu? Možnost mi zdi zelo zanimiva. To je neka predstavitev na lastnem domu skoraj, se mi zdi, ne vem. Se postavljamo domači vinari, samo študentje in tu se mi zdi neka zanimiva stvar, no, ki se strašno malo dogaja tukaj okrog. Kaj pa pomeni vam biti študent visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo? Ne vem. Ustvariti neke nove cilje, neka perspektiva za prihodnost. Na tej univerzi se veliko stvari doživi, veliko novih stilov si tukaj ustvari. No. Vi predstavljate danes verjetno družinska vina, tako imate pa sami tudi kakšne razmisleke o tem, kaj boste počeli vnaprej, kaj ne, zagotovo imate? V prihodnosti se vidim predvsem kot to zdaj v vinarstvu in vinogradništvu. Ukvarjal se bom z vinom, tu definitivno. In nekem napredkom vina, ki ga je oče zastavil, to vino izboljšati in nagraditi. Nek napredek kmetije, ki je zdaj oče ustvaril. Kakšna pa so vaša vina? Kako bi jih predstavili? Naša vina so predvsem sveža, lahka, aromatična. Veliko poudarka je na domačih sortih, avtohtonih, kot so pinera in zelen. Se vam zdi pomembno, da ohranjamo oziroma še bolj razvijamo te avtohtone sorte? Ja, zdi se mi zelo pomembno z tega vidika, da za same prepoznavnosti naše doline in nekaj ohranjenosti dediščine kulturne, ki smo naši predniki imeli in bomo to mi popeljali v neko prihodnost. Predstavili ste se že na lanskem festivalu, študentskem festivalu vin. Koliko znanja se je nabralo v enem letu? Bom rekla, da ogromno, ker smo v 3. letniku zbrali predmete sami, je dosti predmetov izbirnih, tako da si še dodatno lahko
povečaš obseg znanja za predmeti, ki te posebej veselijo. Kako pa se vaše znanje pozna v lanskem letniku vin? Bom rekla z očetom, kletarjeva skupaj. In je, bom rekla, zelo dovzeten za nove tehnologije, za nove prijeme, ki naredijo vino še boljše, bolj kakovostno in bolj pipnejše. Se je z vašo izobrazbo v vaši pridelavi kaj veliko spremenilo? Bom rekla, drastičnih sprememb ni. Se pa uvaja razne novitete, da se dela kakšna posebna linija vin, da se potem mogoče par 100 litrov vina naredimo nekoliko drugače, da se vidi potem razlika med čisto tradicionalno pridelavo in kančkom novega. Zdaj boste počasi zapuščate Vipavsko dolino, kakšni so občutki? Občutki so krasni, sicer ne znam, kdaj so menila ta 3 leta, ker je bilo res dobro na začetku, ne prvi letnik, 3 leta, ne, bomo že. Ampak zdaj se to obrne 1, 2, 3 in sami lepi spomini, me bodo vedno vezali in vedno vabili nazaj. In boste sporočali vse dobro o nas tudi pri vas na Dolenjskem? Seveda, to pa vsekakor, Vipavci in na splošno Primorci ste zelo odprti ljudje, tako da jaz verjamem v to, da sem z veseljem vračala nazaj. Zdaj ste dobro spoznali tudi vipavska, briška, istrska vina. Kakšna se vam zdi ta razlika med vašimi in temi? Ja, razlika sigurno je, kot je že razlika med samimi legami, postavitvami vinogradov in vsem. Bom rekla, to dela naša slovenska vina samo še bolj pestrejša, tako da hodi tudi tujim pivcem kot domačim ponudimo pestro izbiro vin za vsak okus. In kaj pridelujete v vaši kleti? V naši kleti je prvi prvak cviček, potem sta modra frankinja klasična in barikirana, bela zvrst, ki se imenuje po naši hišnem imenu Martinovi, se pravi Martinovec, in potem še ena linija slajših vin, med katera spadajo Laški Riesling, Sauvignon, Rumeni Muškat, se pa tudi, bom rekla, odvisno od letnika, pridela v naši kleti tudi kakšna pozna trgatev oziroma ledena trgatev. No, ena od teh veščin, ki se jih tu tudi učite, je promocija in prodaja vin. Koliko boste ali oziroma morda že ste pri vas doma spremenili na tem področju z vašim pristopom? Bom rekla, da se uvajajo različne novitete. Sicer zdaj prvi plan je ta, da bomo spremenili našo zunanjo podobo steklenic, se pravi etiketa se bo spremenila, mora biti pač bolj, bom rekla, enostavna, minimalistična, da bo pač v slogu, ki si ga jaz enkrat želim imeti. Festival vin je prav posebna priložnost, da se tudi vi, strokovnjaki, seznanite s tistim, kar mladi strokovnjaki proizvajajo. Kako ste zadovoljni? Moram reči, da sem zelo zadovoljen, ker poskušamo vina, kjer je strokovna roka zelo prisotna. Nisem doživel ni pri enem proizvajalcu, ker bi bil razočaran. Se pravi, ta napredek v vinarstvu gre hitro naprej. Seveda gre zasluga univerzi, gre zasluga našim strokovnim delavcem, ki so na terenu. To je tisto, kar si vsi želimo. Prepričani smo, da naša vina lahko so jutra še boljša. Prepričani smo, da nismo izkoristili vseh naravnih danosti in da jih bomo jutri, da bomo šli po tej poti in prepričani smo, da bomo prav zaradi tega, tudi današnja promocija teh vin je pokazala od lanskega leta do letos, da so ti naši proizvajalci na pravi poti. Gremo z razvojem naprej. To je geslo, ki ga moramo spoštovati in ne razmišljati, da se bomo vrnili nazaj v neko preteklost, nek misticizem, ki ni več danes aktualen za današnji čas, ker se svet spreminja, način življenja, prehrane in tako dalje. Ampak vi vendarle ste strokovnjak na tem področju že celo vrsto let in kakšna, če lahko ocenite, je razlika med vini danes in tistimi, denimo 25-30 let nazaj? To je velika v kvaliteti, to je velika razlika. Ampak to
Mislim, da je jasno, ne, z procesom razvoja se spreminja in jaz mislim, da so naši proizvajalci osveščeni drugače kot pred 20 leti. Kam lahko še ta razvoj, ta znanja peljejo? Jaz sem prijetno presenečen nad temi vini, ki so danes predstavljeni. To je že, se čuti strokovna roka, ki je v tem vinu. In to je cilj, da v tej smeri delamo, da gremo v tej smeri naprej, razvoja, ne pa da se vračamo, kot nekateri danes poskušajo dokazovati, da to, kar so naši dedje, mi jih spoštujemo. V tistem času so bili aktualni, ampak razvoj gre naprej in tega verjamem, nič drugega ne verjamem. In prepričan sem, da ko nas ne bo, bojo pili naši zanamci boljša vina, ko jih pijemo danes in tako dalje. Zgodba se nikoli ne bo končala. Kako ocenjujete to prireditev, gospod rektor? Ja, jaz mislim, da je zelo uspela in da je se vsako leto boljše, več obiskovalcev, skratka dobiva en širši pomen, ne samo v smislu predstavitve študentom, ampak tudi kot nekega vinskega dogodka v Zgornji Vipavski dolini. Kakšno prihodnost po vaši oceni ima študij vinogradništva in vinarstva? Jaz mislim, da je zelo svetlo, se to je pravzaprav edini tak študij v Sloveniji. Slovenija kot pridelovalka vina, kot vinska dežela, jaz mislim, da si sploh ne more privoščiti, da ne bi imela študija vinogradništva in vinarstva. Zato je moja ocena, da se bo ta študij razvijal, da se bo počasi dodala tudi druga stopnja, mogoče kdaj tudi tretja. Skratka, prihodnost je zagotovo svetla. Ja.